Juž bo poslušal, upam, da boste poslušali tudi vi, kajti z menoj v studiu je že Tanja Artnak iz Frutorame, ki ustvarja unikatni nakit iz pravega sadja. Ne neko umetno tudi, ampak iz pravega sadja. Tako da dobrodošla v naši družbi. Zdravo, lepa zdrav. Hvala lepa za povabilo. Z veseljem. Frutorama. Odkot v bistvu že samo ime za znamko? Ime se je zgodilo čisto spontano. Ime se mi dopade primarno zaradi tega, ker je tako futuristično in je morda nadgradnja zgodbe, ki se je pričela cirka 13-14 let nazaj, ko sem ustvarjala pod imenom T-Art, Tanja Artnak. Wow, izvirno. Ja. Tako da nek upgrade je bil in da ni fruto kot sadje rama, rama kot nek planet, se je zgodila izpeljanka Frutorama. Preverila sem hitro, če že obstaja, tega ni. Je pa pika na i bila tudi strani moje ljubezni, mojega partnerja in je rekel, ja, to je to. Imaš to, zapišva. Ko je slišal, to je rekel, to gre tudi v uho, tako da si ljudje najbrž hitro lažje tudi zapomnimo ime te znamke. Kakšna pa je zgodba Frutorame? Kako si sploh prišla na idejo, da bi delala nakit iz sadja? Kako si se vsega lotila? Ja, torej, kakor že prej omenjeno, cirka 13-14 let nazaj se je vse skupaj začelo pod imenom T-Art. Kako? Bila sem študentka, opravljala sem XY nekih študentskih služb in projektov in vedno sem imela to težnjo po ustvarjanju, po nekaj unikatnosti. Ne copy-paste nekaj, ampak nekaj inovativnega. In takrat je bilo tako, da sem zelo rada imela v prostoru, v sobanah podpurje. To so taki dišeči cvetki, plodovi, leseki, pokapani z eteričnimi oljem. In to je zelo lepo izgledalo. So bila kdaj tudi kakšne take odbite, atraktivne barve. Sem rekla, to bi bilo pa fajn videti v nakitu, nositi kot kakšen detajl. Kako? Pa to so kakšne alergene, dišave, no to ne pride upoštev neke škodljive barve. Znači, pa sem se odpravila po gozdu, v naravo, takrat so se začeli ti moji pohodi po naravi malo bolj poglabljati. In sem iskala plodove narave, suševala cvetke in z naravnimi eteričnimi olji pokapala, ker sem želela, da nakit še diši, poleg tega, da je takrat že naraven. In, ne vem, sivka pomirja, citrusi, uplifting, malo dvigne razpoloženje in potem se je to prijelo. Drugače je bilo pa tudi sadje iz umetnih materialov najprej, kar na dolgi rok nekako ne bi šlo. Iz fimomase, iz gume, zelo realistične sicer jagode, češnje, hruške, že takrat citrusi, grozdje, skratka ni da ni. To se je tudi fajn prijelo, pa razne figurice sem barvala, tako čez lakci za nohtke. Priznam, tako se vse začne malo. Eksperimentirati. Ja. Tako da takrat se je začeli in pač inspiracije so bile vse povsod, tudi iz potovanj, če sem, oziroma ko se je še dal, malo bolj konkretno potovala. To so bili tisti časi. Ja, bilo je nekoč. Pa si sicer tudi velika ljubiteljica sadja ali zakaj ravno sadje? Velika ljubiteljica sadja, res je. Sicer se držim zdaj tega, da včasih si sadne kupe delala pa smutije, kjer je bilo 8, 9, 10 sadežev. Zdaj se držim tega 2, 3 max, druga sem pa blazna ljubiteljica in domačega, lokalno pridelanega in tropskega. In v bistvu, ko si začela vse skupaj, si to delala ob drugih aktivnosti, ob delu in podobno, zdaj pa si v bistvu šla samo v to in si rekla, to je to. Res je. Jaz sem šla kar na glavo, moram reči. Sem imela dobrih 5 let varno, redno zaposlitev v javni upravi, delala sem v kohezijski politiki, sem bila kontrolor za evropska sredstva. Čisto nekaj drugega. Čisto nekaj drugega in vse super, ampak tiste ustvarjalnosti mi je pa vedno manjkalo. Pol se je pa zgodila ena najlepša stvar na svetu, rodil se je moj sinček in po porodniškem staležu sem rekla, nič, now or never. In sem skočila na glavo, partner je bil tista pika na i, je vedno podpiral. In je rekel, nič, gremo v to. Pa primarno tudi nismo imeli varstva za sinčka, pa kako zdaj službo nadaljevati. To pa si lahko počela zraven, ko je bil on doma, ne? Ja, sicer pol se je pa čudežno kar pojavil vrtec, tako da, ampak v redu, vse je z razlogom, vse je prav tako, kakor mora biti. In ja, pa reševalka iz vode sem bila, pa ni da ni, no, tudi v novinarskih vodah sem se malo srečala. Zdaj sem pa ful vesela, sicer sem mogla odpreti svoj SP. Sem rekla, ne bo to kar nekaj tako malo za zraven, ampak gremo na polno v to.
In ja, je nekako full-time job, ne, je zelo tako, za vse si sam. Tudi v bistvu zdaj le nosiš svojo ogrlico Pogledajo. iz pomaranče. Ja. Kako pa v bistvu pripraviš to sadje? Ne? Jaz si to ne predstavljam. Najbrž ni samo posušeno, najbrž mora biti preparirano na neke posebne načine. Bravo, res je. Torej, to je dehidrirano, izsušeno, torej sadje. Tako, ampak ni to kar tako puščeno na radiatorjih, pa v pečicah nekateri delajo, kar je lahko tudi v redu, ampak naše sadje se po več dni sušuje v takih posebnih dehidratorjih, aparatih, takih konkretnih velikih, da se večje zaloge tudi lahko naredijo, se lepo nareže na takšne kolutke, rezine, potem se pa še večkrat premaže z epoksi smolo. Ali se nekako, da ne izdam skrivnosti, ali se namoči, ali ja, vse povedati, ne? Samo to za okus. Skratka, kopajo se v epoksi smoli in to večkrat. Se pa en sloj tudi po 3-4 dni suši, tako da je kar proces, ne? Pa si to v bistvu ta sistem sama pogruntala ali si, ne vem, našla koga v tujini, ki že pripravlja sadje na ta način? Že obstaja. Sicer to je 2-3 na svetu, da so, mogoče 4-5, se upravičujem, če koga nisem najdla. Zdaj, pri sosednjih lokacijah izdelkov še nisem zaznala. Sem pa rekla, ravno zaradi tega, včasih je bilo sadje iz umetnih materialov, zdaj bi pa nekaj pravega, pa, ker sem zaljubljena v sadje, da obdržiš to lepoto sadeža, da ne, po domač povedano, ne začne gniti, kako ga zdaj ujeti v to brezčasnost, v to njegovo lepoto, z epoksi smolo. In to je tudi zelo trdno. To ni, da kar pade na tla, pa bi se kar... Ja, tako da je zelo trpežno. Katere vse sadeže pa uporabljaš v svojem delu? Citrusi, se pravi limona, pomaranča, grenivka, rdeče pomaranče, svetle pomaranče, limete. Potem z lokalnimi prodajalci smo dogovorjeni za hruške, čili, jabolko. Čeprav določeni sadeži, kakor je jabolko, ne izpade dobro. Barvo preveč spremeni. Skratka, hočemo se približati takemu učinku, da je kakor tok. To se najbrž tudi s poskusom razpoznavno. Kaj je v redu, pa kaj ne. Mi pišejo, zakaj pa ni jagode pa češnje? Pa pošljem slikco. That's why. Tako da ja, drugače pa tropsko sadje, dragon fruit, pitaja, zmajev sadež, več izrazov ima. To je tisti bel plod s črnimi pikicami, z rozi kukol. Karambola, čili so se zelo dobro prijeli za gajstne ženske in za hude tipe. A delaš nakit in za ženske in za moške, oziroma je unisex? Res je. In koliko moških se odloči? Predvsem sicer verižice, pa ja, kupujejo za darila, za obletnice, zelo tako inovativno čtekano darilo se mi zdi, ne? Še nevideno. V bistvu imaš verižice, uhane, tudi prstane? Prstane pa še ne. Še ne? Še ne. Ampak razmišljaš? Ne bomo preveč izdali. Drugače prej si omenila, da so ti navdih, nekako tudi za to tvoje delo dali ti podporiji, ki pa so tudi dišeči. A je tudi nakit se lahko tvoj dišeč? Ja, res je. To je dišeči nakit. Sicer ali, kolikor je posamezniku všeč. Tukaj je kroglica. Ta kroglica je z namenom. To je filc kroglica. Fairtrade filc je to, volna. In deluje kot difuzor. To pokapamo s svojim najljubšim eteričnim oljem ali pa popršimo lahko tudi z nekim najljubšim parfumom, ki ga že sicer uporabljamo. Bom zdaj kakšne znamke predlagala, ampak kar pač uporabljaš na svojih pulznih točkah načeloma, gre zdaj lahko gor in res zadržuje vonj in diši. Tako da dišeč nakit. Se pravi, v bistvu in še vonj si lahko ne sami izberemo. Tako, točno to. In tudi menjavamo, res je. Če nam menjavamo. Res je. In če držimo nakit v hladilniku, se vonj res dolgo obdrži. Kdo pa so recimo tvoje stranke? Kaj si opazila? Koga ta nakit iz sadja najbolj privlači? Ja, iskreno povedano, nekako v štartu podjetništva naj bi imel vsak tisto ciljno publiko, ciljno skupino, pač roko na srcu, ni vsem vse všeč, seveda, zakaj. In prav je tako.
Ampak nekako se je tekom obdobja prijelo to, da je pravzaprav vsem to všeč. Zato, ker sem zelo razširila ponudbo in nakit je zdaj nekako nam rekla za zraven, ampak je del ponudbe, primarne. Ampak sem šla tudi na otroške motive malo bolj take nagajive. Tako da je vsega. In otroci, in z vrtci sodelujem, in z lokali, mogoče bova kasneje kaj več povedali na to temo. Tako da vse starostne skupine. Najbolj hvaležne so pa ravno kakšne upokojenke, ki to zelo lepo spodbujajo. Tako da ja, vse starostne skupine in oba spola. Odlično, to je super slišati. Več o tem, katere druge izdelke pa še izdeluješ, bova pa povedali po oglasih, tako da gremo mi hitro malce se še odpočiti po oglasih, pa nadaljujemo s Frutoramo. In morda bo za vas tudi kakšna nagradna igra. Se gledamo. Dobrodošli nazaj, tukaj v studiu še vedno kraljuje Frutorama in z njo Tanja Artnak. V bistvu imam pa zdaj v rokah v bistvu tudi nek okvir z ilustracijo in sadjem, ker smo prej ugotovili, da ne izdeluje Tanja samo nakita, ampak tudi takšne okvirje. Kdaj si pa to začela in kaj je bil v bistvu tvoj prvi takšen izdelek, okvir? Ja, nedolgo nazaj. Jaz sem taka, da ne morem imeti samo enega izdelka, pa tudi 5 ne. Gremo naprej. Skozi novi izzivi, skozi nekaj. Vsi to, kaj je idej, nas bi mogli biti vsaj 9, po mojem. Zaenkrat sem sama. Mogoče pa še ne, razširiš ekipo. Mogoče. Je želja, tako da ja, od jutra do večera so ideje, se dogaja. Sem rekla, da dajmo še nekaj na steno, za tiste mogoče, ki ne nosijo uhanov, ki ne nosijo nakita. In pa se je zgodila res takole ideja. Ampak včasih se zgodi marsikatera ideja, pa jo ne realiziraš. To sem rekla, da gremo. Tako da ja, se opravičujem. Kateri je bil prvi morda prvi takšen okvir? Kaj je bila tvoja prva zapostaviti sadna slika? Prvi je bil pa motiv ženske z oblinami. Namesto oblin je imela pomaranče. Zelo tako minimalistično narisano in se mi je zdelo vredno poudariti, da je vsaka ženska unikatna. Ni razlik med nami. Ena ima, ne vem, pomarančke, večje, manjše, da se razumeva. Ena ima pomarančo kje drugje, tako da vse smo lepe v svoji lepoti in tudi moški kupujejo tiste ženske motive, kot da cenijo žensko, jo izobesijo, podarijo partnerici, ti si moja kraljica. Si pa tudi ženske same zase kupijo v nek reminder, v nek opomnik, da so, kar so, ne? Da je treba uživati v sebi, se ceniti, spoštovati, ker samo take lahko zasijemo v polnem sjaju. Super, ker tako kot si mi že med oglasi rekla, da v bistvu je sadje dobra prispodoba za nas ljudi, ne? Vsak sadež je unikaten, nekateri imajo neke pegice, nekateri ne, in vsak sadež je sočen in lep, ne? Tako je, res je. In v bistvu tale pa ni, tale ilustracija v narekovajih, ki si jo zdaj prinesla, pa ni v bistvu ženska oblina, ampak je taka luštna, poletni motivi, lučke, ne, lučke sadne. Katere vse motive pa še daješ na te uokvirjene sadne slike? Ja, to je Summer Edition, res je, sladoled, še kornet obstaja. Sadne pite, sadne torte, začela sem sodelovati tudi z gostinskimi obrati, bistrojem, lokalom je zelo zanimivo. Pomarančni džus in kava, takšni motivi. Drugače pa, kakor smo v začetku oddaje omenili, je ciljna publika široka. Imam tudi motive za otročke. Otroške motive živalic, medo, zajček, lisička, slonček, kamor napišem otrokovo ime. Torej gre za personalizirane okvirje. Moram poudariti, da noben ni print, vse je ročno ilustrirano. In krasijo te otroški motivi otroške sobice. Potem vzamejo za darila, za presenečenja, za obiske. Zdaj nazadnje, ko je bilo, oziroma trenutno se dogaja zaključek obdobja šolskega, nekateri so že imeli te zaključne žurkice, nekateri še imajo. Sem sodelovala z vrtci, nekateri so v skupinah žabice, metuljčki, kokoške, ni da ni.
pa sem potem personalizirala še živalice, potem daš pa za učke dam sadje, ne? Ali pa za smrček, za repek. Tako da zelo zabavno in uživam v tej ustvarjalnosti. Kaj pa velikosti? Najbrž so tudi v različnih velikosti te okvirje in slike. So res, ja. To je, če se ne motim, 32 krat 23, drugače so pa manjši in večji. 3 dimenzije imam, ja. Kakšni želijo zelo velike, pa zaenkrat nimamo okvirja, je samo na papirju narejeno. Nekateri majčkane, je pa tako, ne. V zadnjem času je najbolj popularno tisti, ki so lastniki psov, pri meni naročijo lahko portret njihovega kužka. Ja. In vem, Maša, vem. In ena gospodična ima 5 kužkov. Pa je želela na tak okvir 5 obrazov težko, ne? Ker potem ni proporcionalno. Tako da zdaj ravno se lotevam večjega formata. Tako da ja, več dimenzije. Pa to je najbrž tudi potem posebno zahtevna naloga, ker delaš tudi po naročilu, ne? In pridejo stranke z različnimi idejami. Kaj je tukaj največji izziv, ne? Oziroma, kakšno je bilo kakšno naročilo, ko si pa rekla, tole pa je izziv. Dajte mi izzive. Dajte mi izzive. Ja, imam stranko, ne moram reči stranka. Oziroma, ja. Poznam jo ne osebno, ampak sva se tako lepo sporazumeli, si dopisujeva, da mi je prav, kot da jo že poznam, čeprav ne poznam. Zaupava si. Že veliko kosov nakita ima zase in za prijateljce naročala, pa je rekla, Tanja, jaz nujno rabim darilo za prijatelja, dobro bova zrihtali koga pa. Judo Kralj, Marjan Fabijan. Tako da to mi je zelo všeč, ker je šlo malo izven mojih okvirjev. Judo poznam, ne pa spet toliko v detajle in mi je všeč, da personaliziram osebo, da jo začutim in potem na podlagi te osebe, kateri je darilo oziroma okvir namenjen, začnemo ustvarjati. Da, musko, kavico, pa gremo. Kakšen je ustvarjalni proces? Ja? Kako se lotiš ustvarjanja? Ni rutine. Zdaj tako, ko mi moj sinček dovoljuje, da reče to vse povsod, a veste, to je tako. Vem, ne si pa lahko predstavljam. Ja, to je res. Pestro, ampak ko je mir, je obvezna glasba, več žanrov je, tako da me ne vprašajte, kateri. Po navdihu obvezno je zraven mene sadje, ki ga zaužijam, ne sem, da ustvarjam iz njega. Aha, se pravi kavica, ne? Ja. Drugač pa neke inspiracije iz spominov, iz sveta, iz planeta Frutorama nasploh, ker to je planet znotraj vesolja, veste, to je svoj planet Frutorama. Jaz se tudi tukaj vidim, ne, v bistvu, da, to ne vem, če se bo videlo na kameri, ker je tako majhno, ampak v bistvu, a je to tvoj logo, tale Saturn iz pomaranče, bi lahko rekli? Tako, to je logotip, res je. Če niste videli dobro, ker je namičkeno, to je v bistvu takšen košček pomaranče, ki ima okoli ta Saturnov obroč. In to je v bistvu Frutorama, to je ta sadni planet, bi lahko rekli. Tako, planet, kjer si ti, se izražiš, si, kar si, uživaš. In si svež in sočen. Koliko časa ti pa vzame, recimo tole, koliko časa ti je vzelo, da si izdelala tale sliko, ilustracijo v okvirju? Sam finiš je dokaj hiter. Predpriprava je tista, ki terja svoj čas. Tako, kot smo na začetku omenile, dehidracija sadja in večkratno namakanje v epoksi smoli. Narišem dokaj hitro, vse ideje so moje, se poslužujem tega, da tudi če sem kje že videla, ni šans, da se karkoli vključi. Tako da težko rečem v urah ali pa dnevih, zato ker it's a process. Pa imaš tako na zalogo pripravljeno sadje, ki ga potem uporabljaš ali bolj vse sproti? Dosti je zaloge, ker ko padam notri, po domač povedano, želim izkoristiti ta čas. Ampak vedno več se pa dogaja ravno teh ilustracij po naročilu, so personalizirane, predvsem s kužki, z različnimi pasmami, z imeni otroškimi. Tako da zadnje čase je 80% res po naročilu, tako da moram sproti delati. In potem še toliko več sprotnega dela. Drugače, takole za konec me zanima še ker si omenila to zanimivo naročilo legendarnega judo trenerja Fabijana. Namesto česa si dala pri njemu sadje?
Kam si ga vtaknila? Ja, jaz sem za roke sem mu postavila čili. Wow. To simbolizira njegovo strast do juda, njegovo moč, pa da je tudi gajsten. Hkrati pa simbolizira, da si je kdaj treba tudi vzeti čas zase, čas čil. Simbolizma je veliko pri meni, v smislu metaforno. Drugače pa ja, planet sem dala grenivko, rdeča grenivka in simbol juda sem upodobila okoli, tako da v bistvu on rastura, po domač povedan, ta svoj planet in ni ovir zanj. Ozadje je pa vesolje. Tako da je v bistvu to res tudi eno tako... Bil je zelo vesel. Tako lepo darilo je lahko. Ja. In tole lepo darilo ne bo šlo v roke enemu našemu gledalcu ali gledalki. Tanja si je velikodušno odločila, da nas oziroma da vas obdari in da tale ilustracija v okvirju, sadna slika v okvirju pride v vaše roke. Seveda bomo zastavili nagradno vprašanje, ki bo potem zapisano na Facebooku. Nagradno vprašanje pa je, katera je bila prva ilustracija sadna v okvirju, ki jo je naredila Tanja, kateri motiv je bil gor. Je povedala, tako da če ste pozorno spremljali najin intervju, boste vedeli, če ne si pa lahko za nazaj pogledate tudi na YouTubu, kjer bo vse, če ste slučajno pozabili. Kje pa je tista prvi okvir? Je pri tebi doma ali tudi tisti šel kam drugam? Pri meni doma. Z namenom. Tako, ta prvi ostane. Res je, zato ker mi daje tudi neko reminder, mi daje, kje se je vse skupaj začelo pri okvirih, pa da je treba čuvati tisti notranji si. Tanja, hvala za obisk, da si tole sočnost in to sadje pripeljala tudi v naš studio in uspešno s Frutoramo še naprej. Lepa hvala, iskrena hvala in lep pozdrav. Mi pa se gledamo po oglasih, ko bomo šli, ja, tudi v okvirje, ampak drugačne, v okvirje, znotraj katerih so razne fotografije. Pogovarjali se bomo z legendarnim fotografom Jocom Žnidaršičem, na terenu bo z njim govoril Rok. Se gledamo.